Živijo, lepo zdrav vsem. Blagor vam, ki ste lačni, blagor vam, ki jokate. Ko človek prvič sliši ta odlomek iz Evangelija, pa ne samo prvič v resnici, si pomisli sam pri sebi, majka mila, kakšna navodila. Kajti naša logika je ponavadi bolj kot ne obrnjena, kot pravijo naši otroci. Ti si blagič, ker imaš to igračo, ali pa ne, ti si blagič, zato greš lahko na obisk k sosedu. Ne? Tudi odrasli poznamo blagič, mi rečemo, blagor njemu, ki ima tak avto. Blagor njej, ki ima tako službo, pa glej, kakšno lepo hišo imajo. Ampak, kar nam v resnici pravi Jezus, je pa, da veliko stvari, ki si jih želimo, niso bistvene v njegovih božjih očeh. Morda celo nasprotno. Prav veliko možnosti je, da nas bodo te stvari in naša skrb, ta želja, ki nas bo gnala za tem, da nas bodo oddaljili od njega in s tem od nebes. Zato dajmo v tem tednu pogledati, kaj je tisto, kar me v mojem življenju zelo zaposluje, pa me v resnici ne dela boljšega. In kaj morda lahko naredim, da ne bom vesel samo jaz, ampak bojo veseli drugi okoli mene. Tudi če morda to od mene terja nek dodaten trud, morda celo veliko truda. In ja, če in ko zaškripa, se pa spomnimo, da nismo sami. In za spodbudo naj bo naslednja. Zamenjam se skrbi, zamenjam sram laži, zamenjam, Gospod, za tvojo radost. Ko je stiska, mene stre preganjam, sem nezavržen, na tleh vendar živim. Blagoslov me varuje in v obljubo verujem, da bo moja radost moč. In če se žalost prikrade to noč, jo radost prežene z jutrom. Zamenjam se skrbi, zamenjam sram laži, zamenjam, Gospod, za tvojo radost. Amen.